Tukaj je res zelo lepo. Pa dober tek. Tukaj pa lubadar prav postošil. Živijo, Peter spet z vami in kanal V naravo seveda. Danes se nahajam pa v Bohinju. Sicer tukaj za mano je parkirišče v Stari Fužini in danes grem en krog po bohinjskih planinah. Najprej se bom sprehodil tlele v dolino Voje, mimo Korit Mostnice, pa tamle še en slab bomo pogledali, bomo pa gor krenili proti Malem polju, se pravi skoraj do Vodnikove koče, pa en krog bomo naredili, pol pa nazaj čez planino pri jezeru, pa še en kup lepih stvari bomo videli, pa ene par vrhov. To je to, pojďte zdraven, sonček bomo imeli. Kar dobro zgleda, ne? Tukaj le drugače, če boste v sezoni, boste mogli vstopnino plačati. Ampak jaz sem tlele že izven sezone. Bomo šli pa po desni strani, da se krožno turo tle narediti skozi korita. Evo, da malo pokažem. Ampak bomo šli po desni strani gor, da boste videli, vam bom enega slončka pokazal. Tole se vidita pa Tost, pa Veliki Draški vrh. Tukaj je res zelo lepo. No, tukaj se pa začne drug odsek Korit, pridemo pa do slončka. Tole naravno okno pod vodo. Če malo pogledate obliko slončka, ne. No, tukaj naprej se korita začnejo spet. Gremo naprej. Evo, kako je drug breg čist blizu, ampak je od spodaj 20-metrska luknja. Še drugo stran. No, na tem mostu se tale krog sklene. Kar globok. Tukaj naprej bom zdaj šel proti Vojam. Tole vam še želim pokazati. Tukaj gre pa pol pot nazaj. Po 15 minutah od mostička naprej pridemo pa do ceste. Tamle z ovinkom je pa planinski dom v dolini Voje. Do sem se lahko drugače tudi z avtom pripeljete. Sicer vas bo to stalo 20 €. Lahko pa tudi s kolesom, ne, pa s kolesom lahko nadaljujete pol naprej še v dolino Voje do slapu na Mostnici.
Drugač tukaj se pol kar nekaj časa sprehajamo po teli cesti. Pa pridemo tlele. Tukaj bi sicer šulah levo, ampak bom šel jaz po malo daljši poti, da vam še tole dolino pokažem. Travnike v dolini, pa še do slapu bomo skočili. Tole naravnost je drugače še zaključek Pokljuke. Pa tlele gor nekje mora biti planina Oskovnica. To so pa voje. Naravnost je pa Tost. Tole je pa še zadnja hiška v Vojah, tukaj pa tudi okrepčevalnica. Če vas bo pohod vsem zlakotil, si lahko tle okrepčate. Je pa vsem od stare Fužine verjetno kakšna urca pa pol. Malo pred slapom zavije tudi pot za Oskovnico, urco pa pol je do gor. Je pa tle še 2-3 minutke do slapu. No, to je to. Zelo se pozna, da že dober mesec ni deževalo. Zdaj pot naprej je tukaj na desno čez strugo. Ne vem, a se moram zdaj nazaj dol spustiti ali bom pa tlele čez kje našel. Bom če videl, ampak tlele precej globok. Ja, ob strugi je potka in nas pripelje do tegale mostička. Zdaj se začnemo povzpenjati. Ja, pred tem moram pa še malo vode natankati, ker nič nimam. Tamle čez je razgledišče za slap. Slap se skrije pa tlele zadaj. Mi pa začenjamo vzpon. Tole je pa nad slapom. Kakšen bazenček, kakšna voda. Za nekaj trenutkov pridemo na vlako, tako nas pol pot v smer desno, oziroma markacije. Smo že na prvi planini in gremo naprej gor. Vodnikov dol piše še ura pa pol. Drugače pa tukaj, če se ne motim, se tudi levo odsep pot, pa greste lahko eno krajšo in krajši krog delati, ki ga jaz delam. Kaj je lep Tost. Bom pa napisal, kaj je to za ena planina. Drugače pa po tej poti tudi delno oskrbujejo vodnikovo kočo z konji, kar vozijo stvari. Smo se pa kar za nekaj časa v tako dolinco noter preselili, ki je zelo malo sonca, tudi polet. Sicer nisem prav gozdara, ampak tole, če so takole zelene igelce po tleh, pomeni, vsaj kakor jaz vem, da je lubadar napadel smreke in se sušijo.
Tole nazaj križišče, tamle naravnost sem prišel. Tale pot, tale gor desno, gre proti Vodnikovemu domu. Jaz grem pa semle proti planini pod Mišel vrhom. Kakšen veličasten pogled. Tole je drugače Mišel vrh. No, tole pa Triglav, ne. Naravno se Planikov vid. Mišel vrh. Macesni so pa ponekod že v teh čudovitih jesenskih barvah. Prihajam pa na pašnike pod Mišel vrhom. Tako v pravljici. Prav neverjetno je, koliko je tegale jezerčka zmanjkalo zdajle zdaj sem bil, en teden zdaj sem bil tle, pa je bilo tako še kar nekaj vode, zdaj pa čist nič, neverjetno. Ampak kulisamo pa sem. Tole smer pa grem je zdajle. Ja, slaba 2 tedna je, kar sem bil tle. Evo je planina pod Mišel vrhom, če se ne motim. Tamle pride pot iz planine Krstenica čez, mislim, da je Jezerski stok. Gremo pa zdaj tlele naravnost. Pa gremo pol na en drug stok. Pa na Adamo, pa na Evo. Tukaj so čisto na novo kal naredili. Gremo pa sem gor, pa levo. Tukaj preden se začnejo malo bolj resno vzpenjati, se pa desno od cepi pot, nemarkirana, samo žici na Mišel vrh. Bom dal link, to je ta video, ko sem bil 14 dni nazaj, ko sem tlele hodil. Kar fino je treba grist kolena. Zdaj se pa počas poslavljamo od telih Mišelskih dolin. Tamle naravnost je Vodnikova koča, se vidi direkt pod Bohinjskimi vratci. Drugi danes, danes. Kakšen nor pogled. Tole nazaj. Tole pa naprej. Ampak še sem le gor, bom skočil na malca. Dobrodošli na Prevalskem stogu.
Kar takoj razgled. Tole si je Pokljuka, Uskovnica, malo višje so Zajamniki planina, Tost, Vernar, tamle je Velo polje, Vodnikova koča, Rjavina, Rš, Planika, Triglav, potem je tole Vernar, Mišel vrh, tamle gor, pa ne ima že Kanjavc, Kanjavc ima mislim, da malo bolj zadaj. Tole, če se ne motim, je greben Voglov. Pa zadaj Bohinjske planine, Južne Bohinjske gore. Tamle pa zgleda vrh. Tale zadnje pa Jezerski stok. Pa dober tek. Tule sem se zdaj kar lepo zadržal. Sta bila najprej dva fanta gor, pa sta pa še dva prša in smo zdaj prav fino poklepetali. Je gospa tudi gorski maraton 3 občin laufala, pa sem malo delila izkušnje, kako je bilo. V glavnem, da grem na drugo stran dol, bom obrnil. Tole sta Adam pa Eva, skočim še na te dva, sta tudi 2000-čaka, pol pa semle, pa na tisle sedel, kele, pa na drugo stran je pa planina Las. Evo ga, dobrodošli na, mislim, da je Adam. Tole je Jezerski stok, tole pa Eva. Pa še, mislim, da Eva. Tamle pa planina Krstenica. Ena od lepših planin tle okoli, če ne kar najlepša za mene. Naslednji cilj je tamle gor. Zdaj varianta bila, da bi se tukaj v dolino spustil, pa po dolini, pa pol gor, ampak sem jaz raj, bom tle probil čim bolj višino ohraniti, pa umno lepoto ujeti, pa pol po uni poti, da ne bom toliko višincev delal. Evo ga, pa sem na markirani poti. Tukaj gor je preval, se pravi, tukaj sem šel pred desno gor na stok. Zdaj pa kele. Evo Adam pa Eva, pa prevalski stok, še z druge strani. Je še sneg noter, sicer na kameri se ga ne bo videl, kaj je toliko temno. Proti soncu gremo. Še pazi, kar globok dol, tudi sneg še noter. Evo ga, še enkrat pazi. Spodaj pa že planina Las. Tamle gor sem pa prišel. Tole pa planina Las. Tukaj sem pa šele drugič.
Se poslavljamo od planine Las in gremo proti planini Jezero. Oziroma planini pri jezeru. Tukaj desno gre pa mojem pot za planino Dedno polje. Tako je. Pa za Triglavske jezero tudi. Sem pa hotel še reči, koliko mi je to všeč, ko na prejšnjih tablah je pisalo 1 uro, pa hodim 5 minut, piše tam še 45 minut. Tako človeka prav poživi. Koliko super smo z tele ceste zavili na pohodniško potko. Veliko bolj prijetno za hoditi. Tale pa kar nekaj vode, čeprav že dolgo ni deževalo. Tamle tudi, če je bila res kriza, je bila videti dosti lepa voda. Se da kakšen požir sigurno narediti. Tule se pa tudi drugače prvič sprehajam. So prav taka mokrišča. Kljub temu, da je takale cesta, da ni lepa potka, ne, ful uživam, je res je luštno tlele hoditi. Pa sem prišel še na planino pri jezeru. To je pa koča na planini pri jezeru. Imajo obnovitvena dela. To je pa cela planina. Tukaj gor, tamle desno se gre za planino Dedno polje, tukaj pa za planino Viševnik. Tlele pa planina Blato, pa Voje. Vogar. Po 200-300 metrih z planine prijemo pa do križišča, kjer naravno zgred planina Blato, pa lahko tudi Voje, oziroma Vogar. Jaz grem pa tukajle. Pa je, da je ta lepša pot, nisem še nikoli šel. Mi je pa v enem od prejšnjih videov eden od gledalcev, Janez, mi je tole rekel, da pa moram iti pogledati, da vidimo. Kar malo treba spet kolene grist. No, pa sem zgledal na vrh. Zdaj pa po drugi stran dol, proti Vogarju. Tukaj je pa lubadar prav postošil. Tle je planina Viševnik. Tle sem prišel, tole je Triglav, sem pa grem. Tole naravnost je Triglav, pol malo desno, tle spredaj je planina Krstenica, od spodaj čist planina Blato. Zdaj ta naravnost je Tost, pa tist je pa Pokluka, zadnji je pa Stav. Sem pa že na cesto prišel. Upam, da nekje blizu Vogarja. Tamle sem na cesto prišel, tukaj pa zdaj mojem, da kaže, za Vogar sem le dol. Ja, mojem, da tudi to je. Danes ne nudijo ničesar. Grem pa tukaj mimo koče do razgledišča, pa bom nekaj pa malce tam. Zdaj bomo sicer proti soncu gledali, ampak vsem se bo nekaj videli. Kaj pravite?
na ta razgled. Krepčal sem se, zdaj pa gremo še na ta drugo razgledišče, pa še tam se malo usedel. Še časovnice na Vogarju, pa gremo dol. Piše, da je še 1 urca. Še to drugo razgledišče, ki je hkrati tudi odskočišče za padalce. Pa imamo še do Stare Fužine, ne? Pa še kopat sem šel, to pa sigurno. Danes grem pa po eni bližnjici dol, malo druga pot Kazanč, tako da malo raznoliko. Bom dal pa desno gor tisti video, ki sem šel nazadnje tle, v bistvu je bilo to spomlad, oziroma začetek poletja. Brez tega bi bilo čisto drugače. Tole je bilo pa res za piko na i. Toliko sem vesel, ker se lahko takole okopam. Pa je čisto drugačna pot domov. V glavnem, vrhunska tura. Velik del te poti sem prvič hodil. Užival, v bistvu celo pot sem užival. Razgledi super, pot enostavna. Drugače je to celodnevna tura, podrobnosti bom dal dol v opis. Še kaj pozabil, to je to v bistvu. Hvala, ker ste ostali z mano do konca, pa imejte lep dan še naprej. Ajde, čau!